Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenjebistriške kabelske televizije v prvi polovici meseca januarja v letu, ki si ga bomo zapomnili po izredno nizkih temperaturah in nekaterih dogodkih, ki smo jih na lokalni ravni zabeležili na Bistriškem. V novo leto torej pogumno, z novimi načrti in lepimi željami. In katere dogodke smo uvrstili v prvo informativno oddajo tega leta? Občinska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bila na Tinju. 74. obletnico padca Pohorskega bataljona obeležili v Slovenski Bistrici in na Usankarici. Območna organizacija socialnih demokratov 17. praznovala dan stranke. Letos mineva 14 let od smrti enega od tvorcev slovenske samostojnosti, dr. Jožeta Pučnika. Ta teden sta potekali javna razprava in delavnica v okviru izdelave celostne prometne strategije občine Slovenska Bistrica. Neznani storilec se je lotil celo tatvine bakrenega kabla na železnici. V rubriko Aktualno smo uvrstili slovesnosti ob 74-letnici padca Pohorskega bataljona in sicer v Slovenski Bistrici in na Usankarici. Ob 74. obletnici padca Pohorskega bataljona je v petek 6. januarja v Viteški dvorani Bistriškega gradu potekala spominska slovesnost. V okviru prireditve se je Mirko Munda v nekaterih posebnostih narodno-osvobodilnega odpora na Štajerskem pogovarjal z Marjanom Žnidaričem. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. Spominska slovesnost se je naslednji dan nadaljevala pri Treh žebljih na Usankarici. Tradicionalne prireditve, ki so jo tudi letos organizirale občine Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Oplotnica, Slovenska Konjice in mestna občina Maribor, se je v hudem mrazu udeležilo nekaj 100 pohodnikov. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Tone Peršak, ki je spomnil na junaško zgodbo padlih borcev. Zgodba o Pohorskem bataljonu, o 69 borcih, ki so na tem mestu prezimovali in ki jih je na jutrišnji dan napadla 30-40 krat večje število nemških vojakov in jih v bitki, ki je trajala 2 uri in pol, vse razen enega pobila. Tistega enega, ki je bil ranjen v jed, potem čez nekaj mesecev so jih spremili kot talca, nekaj dni kasneje je padla še bojna patrola Pohorskega partizanskega bataljona. Ta zgodba je ena izmed tistih pravzaprav mitskih zgodb iz slovenske zgodovine. Mitskih prvič zaradi tega, ker so na istem mestu umrli pravzaprav vsi člani bataljona, kot rečeno razen enega, ki je umrl nekaj mesece kasneje. Mitskih tudi zaradi tega, kako je Pohorski bataljon nastal,
In seveda tudi zaradi zgodbe o narodnem heroju Alfonsu Šarhu in njegovih 3 sinovih, od katerih sta dva še mladoletna, ki so v ta dan tudi končali svoje življenje na tem mestu. To je ena tistih zgodb, ki na nek način demantirajo naše prepričanje ali pa zgodbe o Slovencih, češ da Slovenci nismo vojaško ljudstvo, da se ne znamo postaviti zase, da smo vedno znova samo sprti med seboj, kar je sicer žal preveč res. To je zgodba, ki kaže, kot kaže pravzaprav celotna zgodovina narodno-osvobodilnega boja, da v odločilnih trenutkih, takrat, ko gre za nohte, pa ne samo mraz, ampak ko je ogroženo, tako kot je bilo od leta 1941, ko je znan izrek Hitlerjev, naredite mi to deželo zopet nemško, ko smo bili obsojeni pravzaprav na izgon ali na uničenje. Takrat smo Slovenci, so naši predhodniki znali strniti vrste in se upreti. In to ni edini primer iz zgodovine. To se je ponovilo leta 1991, pred 25 leti, in verjetno, kljub temu, da nas včasih obhaja dvom, tudi ko sem prihajal vsem, mi je ena gospa rekla, da dvomi, ali bi se danes znali tako postaviti zase, če bi bilo potrebno, sem prepričan, da bi se znali. Da bi se ponovno aktivirali, da bi strnili vrste in da bi se uprli, če bi to bilo potrebno. Zato smo preživeli. Slovenci smo majhen po številu narod, v zgodovini nas je bilo še manj. Ampak mnogi, veliko večja, veliko številčnejša ljudstva so izginila v vrtincih zgodovine, mi smo se ohranili in na koncu vendarle ustvarili svojo državo in upam, da jo bomo še dolgo znali tudi obdržati. Zato, poleg tega tudi številna dejanja naših sodržavljanov, tudi mladih, kažejo vendarle, da obstaja ta čut za skupnost, čut za soljudi. Poglejte, že nekaj let zapovrstjo, tudi pred 2 dnevoma, je mlad človek dobil priznanje za Slovenca leta in dobil je to priznanje zato, ker je nekaj naredil, nesebično se je angažiral za uprit otrok iz revnih družin, vztrajal pri tem s pobudo, ki je potem bila na koncu sprejeta v državnem zboru, da za malice oziroma kosila otrok iz socialno ogroženih družin. Pred leti je dobila ravno tako to isto priznanje voditeljica projekta Anina Zvezdica in podobno. Se pravi, da tudi pri naših mladih ljudeh obstaja ta zavest oziroma nekaj, kar je temeljno, kar krasi človeka, to je sočutje oziroma empatija in občutek odgovornosti za tiste, ki so ohrojeni, ki živijo težko. In to so bila pravzaprav tista vodila, ki so vodila tudi ljudi, tiste borce, ki so se leta 1942 združili v partizanskem, pohorskem partizanskem bataljonu, ki so bili vsi do zadnjega pobiti na tem mestu in vendar se je nekaj mesecev kasneje ponovno ustanovil pohorski partizanski bataljon in na koncu smo Slovenci bili del tiste koalicije, ki je premagala nacizem in fašizem in leta 1945 zmagala in na tem izročilu je nastala Evropska unija in na tem izročilu je nenazadnje nastala tudi slovenska država. Prepričan sem, kot rečeno, da če bi bilo potrebno, bi se to ponovno zgodilo.
Seveda pa vsi verjamemo in upamo, da to ne bo več potrebno. In zaradi tega še enkrat lepo pozdravljam vse udeležence NOB in vse tiste, ki gojijo in ohranjajo in skrbijo spomin na te dogodke in skrbijo tudi za to, da to izročilo prehaja na mlade generacije. Vsem udeležencem današnje slovesnosti se pa lepo zahvaljujem za udeležbo in sem prepričan, da bo tudi naslednje leto tako. Hvala. Predstavniki države in lokalne skupnosti, med njimi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magister Dejan Židan in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar so položili vence pred spominsko obeležje. Kulturni program je v sodelovanju z osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. V rubriki Lokalne novice boste nekaj več izvedeli o občinski slovesnosti ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, Dnevu stranke socialnih demokratov, obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika in prometni strategiji občine Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Tinja sta pripravila osrednjo občinsko slovesnost v počastitev 26. decembra, Dneva samostojnosti in enotnosti. Slovesnost je potekala v petek, 23. decembra, v Domu krajanov in gasilcev na Tinju. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Tinje, Maksimilijan Tramšek. Dan samostojnosti in enotnosti je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Pred 26 leti, ko sem še sam bil mulec, srednješolski, in ko sem za domačo mizo ujel marsikateri pogovor, so naši očetje in matere, dedki, babice, Slovenke in Slovenci odšli na volišča in na plebiscitu glasovali za samostojno in neodvisno Slovenijo. Kot vsako leto ta čas se tudi danes spominjamo prelomnih trenutkov vstaje slovenskega naroda in nastanka naše države. Odločilni dogodki vstaje slovenskega naroda in kasnejše naše osamosvojitve, naših takratnih upanj in hrepenenj in enotne volje in izjemno močne volje ter dokončno osamosvojitve naše države. Vse to so bila pomembna dejanja našega naroda. Brez katerekoli v teh dejanj bi bila osamosvojitev veliko težja, kasnejša, vojna za neodvisnost pa mnogo daljša.
osamosvojitev ne sme postati točka delitve, ampak enotnost naroda. Danes so z nami številni udeleženci, naši prijatelji vojne za Slovenijo in svojci tistih, ki so za domovino se žrtvovali in opravili svojo domovinsko dolžnost. Njim gre največja zahvala za izborjeno svobodo in neodvisnost. Hvala vam. Za napredek, kakovost, demokracijo se je treba nenehno truditi in nenehno boriti. Današnji dan je pa tudi primeren, da se spomnimo vseh ciljev, ki smo si jih zadali in jih tudi dosegli. Še bolj primerno kot to, kot obujanje spominov na to, kaj vse smo že storili, kje vse smo že bili, pa je vprašanje. Potem, kam pravzaprav plujemo? Kam gremo? Je v naših jadrih dovolj vetra? Če je, ali premoremo sploh kompas, ki kaže pravo smer? Vse to so vprašanja, na katere si moramo sami odgovoriti. V vseh teh letih smo premostili marsikateri izziv, prestopili marsikatero oviro. Gospodarska, socialne krize, so bile tudi krize vrednot, so nas postavile v prostor, ki nam ni bil zaprinesljiv, vendar tudi to smo zmogli. Vendar skozi vso to obdobje spremljamo delitve. Delitve na dobre, delitve na slabe, prave, neprave, naše in vaše. In vse pogosteje te delitve zaznamujejo naš vsakdan. V vseh teh letih smo se pa tudi razvili na vseh področjih, bodisi gospodarskem, kulturnem, infrastrukturnem, šolskem. Zgradili in obnovili smo prenekatero šolo, vrtec, infrastrukturo, tovarne. Vendar veliko izzivov ostaja. Ostajajo tudi problemi. Preveč imamo mladih, ki po končanem izobraževanju ostajajo brez trajne zaposlitve. S težavo najdejo delo. Preveč našega znanja odhaja v tujino. Tu so naši izzivi za prihodnost. Če so bili nekoč poklici, srednješolski kvalificirani, cenjeni, spoštovani in so omogočili dostojno življenje za preživljanje in dostojno plačilo za eksistenco in preživljanje družine, žal danes težko govorimo o tem. Skrb za mlade pa ni samo na mladih, vendar pomeni najboljše zagotovilo za medgeneracijsko sodelovanje, saj se naša družba čedalje bolj stara. Zato na nas je, da zgradimo zaupanje. Zaupanje v našo skupno prihodnost, bolj moramo poslušati drug drugega. Brez poslušanja ni dialoga. In danes je socialni dialog zelo pomemben. Bolj potreben kot kdajkoli doslej. Pred nami, pred Slovenijo, so še vse možnosti. Zato jih odpirajmo, ne zapirajmo. Zato sodelujmo. Dajmo prihodnosti smisel in upanje, kajti le tako jo lahko uresničimo in dosežemo. V kulturnem programu so nastopile članice in člani KUD Otona Župančiča Tinje ter učenke in učenci osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesent Tinje.
Območna organizacija socialnih demokratov Slovenska Bistrica je že 17. praznovala 8. januar, dan stranke SD. Shod, ki je posvečen 74. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, je potekal v soboto 7. januarja v restavraciji Impola v Slovenski Bistrici. Osrednji gost je bil magister Dejan Židan, predsednik stranke SD, podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ki je spregovoril o aktualnih dogodkih v Sloveniji in po svetu. V sredo, 11. januarja, je minilo 14 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, enega od tvorcev slovenske samostojnosti, vsako leto pa se ga spomnimo z obiskom njegovega groba na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Tudi letos je Pučnikov zadnji dom obiskal župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar z delegacijo in položil venec na njegov grob. Pučnikov grob pa je obiskal tudi prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša z delegacijo in se tako oddolžil spominu na svojega velikega vzornika dr. Jožeta Pučnika. Prav tako v sredo, 11. januarja, je potekala v Srednji šoli Slovenska Bistrica javna razprava z delavnico na temo celostne prometne strategije Slovenje Bistriške občine. V sklopu javne razprave so organizatorji predstavili rezultate splošne ankete in ankete aktualnih prometnih izzivov ter ugotovitve samoocene, ki so jo opravili ključni deležniki v občini. Sledila je delavnica, na kateri so udeleženci vrednotili določene referenčne in izpostavljene prometne težave, ki bodo podlaga za oblikovanje prioritet in scenarijev razvoja v prihodnje. Ob koncu je sledil še žreb nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni anketi. Slovenjebistriški policisti so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 12 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 zatajitev in 1 nasilje v družini. Slovenska Bistrica. V eni od prodajaln so zalotili žensko, ki je ukradla 2 čokoladi. Oškodovanka je na stranišču lokala pozabila telefon, ko se je vrnila pon, ga ni bilo več. Neznani tatič je s kraja povzročil škode za 500 evrov. Nekdo je s parkiranega osebnega avtomobila ukradel brisalce in poškodoval lak na vozilu. Škoda je za 300 evrov. Nekdo pa se je znesel nad avtobusom in poškodoval njegovo zunanjost. Škoda je za 1000 evrov. Cigonca. Nekdo je lastniku z dvorišča ukradel del spomenika iz marmorja. Škoda je za 1000 evrov. Devina. Nekdo je vlomil v kurilnico stanovanjske hiše, preiskal vse prostore iz hrambe pa izmaknil 4 salame. Škoda je za 100 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so odvzeli 3 vozniška dovoljenja, podali 2 obdolžilna predloga in izdali 34 plačilnih nalogov. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali enkrat, obravnavali pa so še 2 požara. Spoštovani, oddaja se je iztekla, ni pa se iztekel čas slabih vremenskih razmer, tudi na cestah, zato previdno na pot, zimsko opremo in zvrhano mero opreznosti. Pa srečno do prihodnjič.